Kaj pa tale razgled? Kranjska Gora, danes, iz morja v hribe. Za mene osebno najlepši kraj v Sloveniji. Prostor, kjer najdem svoj mir, razgled, tišino, mir, naravo. V glavnem, evo, včeraj v Trstu, razbili smo Italijane, v bistvu prijateljska tekma, ok, se ne odloča v ničemur, nič posebnega. Ne vem, koliko so bili oni kaj oslabljeni, vseeno. Glavna zadeva je, da sta skupaj zaigrala Goran Dragić in pa Luka Dončić. In ta naveza v bistvu je igrala včeraj vse skupaj z neko prvo in pol do drugo prestavo in rezultat je bil jasen. Popolnoma sicer nepomembno, ampak kako fantastično je bilo spet videti prvo Gorana nazaj v reprezentančnem dresu, v navezi z Luko Dončićem in potem vsi ostali igralci, ki so skladno s tem naredili svojo energijo. In evo, meni se sredi tekme dobim v glavo neko misel, mislim, da se je to celo v drugi četrtini zgodilo. Goran Dragić je igral, Luka je bil na klopi, sledi menjava, Dragić, Dončić, mislim, pa vse za nasprotnika, to sploh ni menjava, samo dobil si naštelane volte energije in znanja, moči in ne vem še česa. Tako da pomislil sem, kaj bi to pomenilo, da bi imeli tole na evropskem prvenstvu letošnjem. Ne najdem boljšega branilskega para v Evropi v tem trenutku, z vsem spoštovanjem do ostalih reprezentanc. Kakorkoli, dvorana je bila nabito polna, Italijani so bili izredno veseli, da so lahko zraven ostalih naših fantov videli ravno Gorana in ravno Luko skupaj na delu. Koliko sem slišal od zadaj od novinarskih kolegov, je neko prav obsedeno stanje vladalo v Trstu to noč oziroma že čez dan. Številni so se seveda želeli slikati, dobiti avtogram Luke oziroma Gorana, jasno, kako da ne. Dvorana je bila seveda razprodana in veliko premala za vse skupaj. Vse v sami tekmi ni toliko za zgubljati nekih besed, kot sem že dejal, bila je prijateljska. Fajn je bilo dobiti, da so fantje dobili nek občutek, ker zdaj pa gre za res. Najprej tekma proti Hrvaški, vemo, stožice so razprodane, tudi hrvaški del občinstva je pograbil vse vstopnice, ki so jim bile na voljo, mislim, da tistih 500, še tisto zadnjo, kaj smo čakali, če se slučajno odpre, zdaj se že ve, da tega ne bo, dvorana bo dejansko polna. In na drugi strani nas čaka zelo močna reprezentanca in srečanje je potrebno dobiti, praktično nujno. Isto velja za hrvaško reprezentanco, tako da oboje imamo iste težave. Mi imamo prednost domačega igrišča in to je vse, kar je pomembno. Četrtek bo kmalu tukaj, danes je nedelja, torej ko to snemam, in časa za pripravo več ni veliko, ampak verjamem, da ko bodo fantje oziroma dotična dva še dodala stopnico več, 2, ja, ne vem, če se Hrvatom dobro piše, resnično ne vem, ampak se pravim, to so njihove problemi in naše sladke skrbi. Zdajle, številni ste mi pisali, številni ste se obračali name in na tudi ostale zadeve, kje je možno tekmo gledati. Ja, vemo, da samo en ponudnik zaenkrat ponuja tekme slovenske košarkarske reprezentance. Zakaj je tako, je drugo vprašanje, ni za to temo. Kje se da to videti po netu, po medmrežju? Ja, tudi to je bila težava včeraj, koliko sem slišal. Tako da nekih pomoči vam iz tega aspekta zdaj žal ne morem dati. Verjamem pa, da bomo že proti Hrvaški lahko spremljali kje druge, če ne celo v živo samo srečanje. Kako ste vi videli vse skupaj, pokomentirate spodaj. Verjetno si tudi vi želite, da bi Goran Dragić nekoliko dlje zdržal z reprezentanco kot pa samo s Hrvaško in pa Švedsko, ampak glejte, že to, kar imamo, je potrebno vzeti v zakup, biti zahvalen za to, da se je Gogi vrnil po 5 letih, v bistvu ima fantastično. Težko je pričakovati, da bo zdaj odigral še Eurobasket, vendarle njegovo telo več ne zdrži toliko naporov, vemo, da želi nekoliko podaljšati kariero v ligi NBA in ritem tekem, ki se sledijo na evropskem prvenstvu, pa vse že prej kvalifikacije, za njegovo telo verjetno res že predstavlja kar ogromen napor. Ampak hej, imamo tukaj Luko, imamo ostale fante,
Ne nazadnje včeraj ni bilo recimo Klemna Prepeliča, ki še vedno celi poškodbo. Klemen, pozdravljen, dobro se poceli. Žana Marka Šiška recimo, ki še je imel zelo dolgo sezono z Bayernom v Nemčiji, tako da so še rezerve. Ne nazadnje nisem še za zadnjič omenil, recimo Klemen Prepelič ostaja pri Valenciji in bo igral v naslednji sezoni Euroligo. Takole, upam, da ste včeraj uživali, upam, da vam je všeč tale nov ambient, kot sem omenil, iz morja malo v hribe. Do naslednjič, Gregor sem bil z vami, hvala, da me spremljate. Če ste tukaj novi, spodaj se lahko naročite za podobne analize, highlights Luke, Gorana in tako naprej. Do naslednjič, mogoče z kakšnega drugega ambienta, ampak kaj manjka temu? Lep pozdrav!